Na splošno je Avstralija nekoliko zaostajala z ukrepi glede koronavirusa za Slovenijo, zato ker je tudi krivulja rasti števila obolelih primerov. Ravno 2 tedna približno za Slovenijo, če primerjamo v razmerju prebivalstva. Tako da do sedaj ukrepi niso bili tako zelo strogi, vendar so se poostrili prav ta teden, tako so se zaprle celo avstralske države, kajti Avstralija je federacija večjih držav. Prepovedano je na primer iz Brisbana, kjer živim, iti v Sydney ali pa v Melbourne in celo tukaj v bližnje kraje, kajti mejo imamo blizu. Prepovedano je potovati v tujino in tudi tujci ne morejo več že nekaj časa prihajati v Avstralijo. Zaprli so vse nenujne storitve, kot so restauracije, bari, kinodvorane, telovadnice in podobno. Šele s ponedeljkom pa zaprejo osnovne in srednje šole. Univerze pa izvajamo pouk ta teden prvič že po spletu. Prejšnji teden pa smo imeli pauzo, v kateri smo se pripravljali na spletni pouk. Razlog, zakaj imajo še vedno odprte šole, je zaradi tega, ker se bojijo, da bo nastal problem varstva otrok, kajti delavci, ki ne morejo dela opravljati od doma, še vedno hodijo v službo, tako da proizvodnja in dobava poteka več ali manj nemoteno. Avstralska vlada je namenila prizadetim podjetjem ogromen paket pomoči, kar 9,7% letnega bruto domačega proizvoda, kar znaša v evrih 104 milijarde evrov. Ta pomoč bo dana v obliki garancij za likvidnostna posojila, v obliki subvencij podjetjem, kot tudi socialnih podpor zaposlenim, ki so izgubili službo. Zdaj, kako poteka komunikacija in delo s študenti? Fakulteta mi je prav ta teden naročila, da razen izjemoma delamo od doma. Prejšnji teden smo bili glede tega še bolj svobodni. Pedagoški način je pa povzročil začetka zelo veliko težav večini naših kolegov tukaj. Namreč moje predavanja so zelo interaktivna in jih ni zlahka prenesti na splet. Tako sem sedaj pripravila kratko posneto predavanje vnaprej in vnaprej posnete priprave na to, kaj morajo študenti sami narediti. Večinoma pa izvajam pouk tako, da študenti rešujejo zapletene študijske primere, tako da imam potem tudi po 2 uri z vsako skupino še srečanje v živo, kjer me sprašujejo vprašanja in potem oddajajo naloge po spletu. Študenti se pa pripravljajo tudi na 2 projekta, preko katerih jih ocenjujem, in ta 2 projekta bomo tudi izvajali kar z Zoom meetingi. Kakšen je vpliv trenutnih razmer na raziskovalno delo? Seveda zaradi pedagoškega dela je naše raziskovalno delo upočasnjeno, ker pedagoško delo trenutno, zato ker se še nismo dobro privadili in se mi zdi, da bo tudi sicer ga več, zaradi tega se nam je nekoliko upočasnilo raziskovalno delo. Osebno delam še vedno z raziskovalno skupino iz Slovenije, Hrvaške in tudi z avstralsko raziskovalno skupino in vsak ima svoje težave pri prehodu na nov način poučevanja, tako da se zelo težko sinhroniziramo ta hip in delamo predvsem vsak zase tisto, kar se da narediti trenutno na spletu. Trenutno nam ne tečejo nobeni eksperimenti, v katerih bi ocenjevali vedenje ljudi v laboratoriju, niti ne izvajamo intervjuje bomo izvajali po Zoomu, prav tako pa bomo vprašalnike izvajali na način, kot smo jih že do sedaj, to se pravi, pošiljali jih bomo ljudem po spletu. Vsakdanje življenje pa je potekalo do sedaj dokaj normalno, razen to seveda, da je cele dneve nam požrla priprava na službo, ampak čez vikende pa smo prejšnji vikend še utegnili iti na plažo in še je bilo dovoljeno, ampak zaradi tega, ker se je zelo veliko ljudi to spomnilo, je vlada celo prepovedala prihod na nekatere plaže, recimo Bondi Beach v Sydneyju je zaprta, tukaj v Queenslandu niso tako strogi, vendar mislim, da se bomo ta vikend držali nazaj. Mi, Slovenci, smo tako ali tako zelo obkroženi z novicami iz Slovenije in zgroženi nad tem, kaj se dogaja v Evropi na splošno, tako da smo se držali nekoliko bolj slovenskih pravil, česa se ne sme, kot avstralskih pravil.
V stikih s Sloveniji smo pogosto, starši se praktično vsak dan slišimo, saj nas sedaj zelo skrbi zanje. Prav tako s prijatelji, mislim, da pa morda nekateri imajo vendarle nekoliko več časa, ker delajo na domu in tako pa šibajo sporočila po socialnih medijih. Na svete se nekako lahko združujete v to, da moramo biti samodisciplinirani. Saj so nam Kitajci pokazali, da se da ukrotiti koronavirus ali pa ga spraviti v neke omejene obsege že v 2 mesecih. Izjemno sem zaskrbljena za gospodarstvo in za gospodarsko stanje v prihodnosti, če ga ne bomo uspeli ukrotiti v nekaj mesecih. Če bomo vsi disciplinirani, potem bomo lahko kasneje delali s polnim zagonom naprej in zaradi tega mislim, da moramo potrpeti in prilagoditi svoje delo. V tem lahko najdemo tudi nekaj miru doma, se posvetimo stvarem, za katere ni bilo časa in to je moj nasvet, samodisciplina na področju izolacije od drugih.